Oj, otroci, nova sreda, nova zgodbica. Danes nosi zgodbica naslov Pismo dedku Mrazu. Bil je začetek decembra. Zunaj je bril mrzel veter. Gledala sem skozi okno v nebo in čakala na prve snežinke. Mogoče bo že danes začelo snežiti, sem si mislila in upala, ko sem zaslišala mamo, ki je rekla očetu: Metka za zimo potrebuje nove čevlje. Stare je že ponosila in tudi malo tesni so ji že. Oče je po stari dobri navadi najprej nekaj zagodel, nato pa rekel: Potem je najbolje, da kar gremo in jih kupimo. Rečeno, storjeno. Mami je komaj brzdala moje navdušenje. V glavi sem že videla čevlje, ki so mi bili všeč. Beli znotraj in zunaj. Znotraj pa obloženi z mehko toplo muco, ki je bila tudi na robu čevljev. Zavezali pa so se z lepimi belimi vezalkami. Danes je moj najsrečnejši dan, sem si rekla. Vsa nestrpna sem stopila v trgovino s čevlji, razgledala sem se po policah in jih zagledala. Še lepši so bili, kot sem si jih predstavljala. Mami je povedala prodajalki številko moje noge in prodajalka jih je prinesla. Pomirila sem jih in vsa navdušena rekla: Ja, ti so ta pravi. Tako mehki in topli so. Takrat pa se je vmešal oče. Ti čevlji ne bodo zdržali niti te zime. Nekaj bolj trpežnega rabi. In začel je zbirati med dolgočasnimi rjavimi čevlji. Gojzerice, smo jim rekli. Bili so pa bolj za kakšnega fanta kot zame. Prepričana sem bila, da bo oče izbral tiste, za katere meni, da so bolj primerni zame. V očeh so se mi začele nabirati solze. Oče pa je rekel: Te boš imela ali pa nobenih. Stekla sem iz trgovine, mami pa za menoj. Prijela me je za roko in me na poti domov ves čas tolažila. Rekla mi je: Kaj pa, če bi napisala pismo dedku Mrazu? Mogoče ti on prinese te čeveljčke. Obrisala sem si solze in v mislih takoj začela sestavljati pismo. Niti opazila nisem, da očeta ni z nama. Tako jezna sem bila nanj. Doma sem se takoj lotila pisanja. Res še nisem hodila v šolo, a pisanje in branje mi je že kar dobro šlo. Takole se je glasilo moje pismo: Ljubi moj dedek Mraz, želim si le nove bele čevlje, takšne z muco. Mamica pravi, da sem bila pridna in da si jih res zaslužim. Prosim, še bolj bom pridna, sem še pripisala, spodaj pa narisala čeveljčke. Pismo sem dala na okensko polico in zjutraj ga ni bilo več. Vsa srečna sem povedala mami, oče pa se mi je le nasmehnil. Jeza nanj je bila že pozabljena, ker sem upala, da mi bo dedek Mraz izpolnil mojo edino veliko željo. Začeli so se dnevi čakanja. Z mami sva pekli kekse in ob igri, risanju in branju je končno prišel dan, ko smo krasili smreko. Nanjo smo obesili bombone, zavite v raznobarvni papir, kekse v vseh barvah in pisane svečke. Po vejah pa razprostrli vato, tako da je smreka izgledala, kot da jo je pobelil sneg. Če verjamete ali ne, zame je bila prečudovita.
Nato smo imeli večerjo in sredi večerje je pozvonilo pri vratih. Spogledali smo se, kdo pa zdaj zvoni, je rekel oče in odšel iz kuhinje ter za seboj zaprl kuhinjska vrata. Ko se je vrnil, pa je rekel, nikoga ni bilo, mogoče se je kdo zmotil. Povečerjali smo in jaz sem vprašala, lahko grem pogledat, če je dedek Mraz že kaj prinesel. No, pa gremo vsi skupaj pogledat, je rekla mami. Smreka je stala pri oknu, na njej so gorele svečke. Le kdo jih je prižgal, sem pomislila. Po sobi je plesala prijetna svetloba od sveč. Pod smreko pa je bilo nekaj daril in med njimi sem takoj zagledala belo škatlo. Prav takšno, kot sem jo videla v trgovini, ko je prodajalka vzela iz nje bele čeveljčke, da sem jih pomerila. Na ves glas sem se zadrla. Moji čevlji in stekla do smreke. A ker je bila na tleh preproga, mi je zdrsnilo in sem se zaletela v smreko. In če je oče ne bi pravočasno prijel, bi se zlahka zgodila velika nesreča. Saj veste, na njej so gorele prave svečke. Takrat o tem nisem razmišljala. Prijela sem škatlo, jo odprla in pozdravili so me moji novi čevlji. Tistega večera nikoli ne bom pozabila. Čevlje sem si položila v posteljo in jih občudovala. Mislila sem si, da sem morala biti zares pridna, ker mi je dedek Mraz izpolnil mojo največjo željo, dokler nisem srečna in zadovoljna zaspala. Tako, otroci, to je bilo moje pismo dedku Mrazu. Kaj pa vi? Ste že kaj napisali Božičku in dedku Mrazu? Če ste bili zelo pridni, se potrudite in mu napišite pismo o vaših željah, pa naj ne bodo preveč velike. Tudi male želje bo dedek Mraz ali Božiček izpolnil. Lepo se imejte danes, na prvi dan, ko tudi pri nas sneži. Oj, pa se vidimo naslednjo sredo. Če vam je bila zgodbica všeč, jo všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka.